Na naši šoli imamo pri 600 otrokih približno 50 otrok s tujim državljanstvom. Od tega imamo 30 otrok, ki imajo, tako kot mi na šoli imenujemo, status tujca. To so sicer otroci priseljencev, ampak ker jih moramo nekako poimenovati in ker so statusi tako moderni na šolah, imamo poleg statusa športnika, kulturnega delavca, pa ne vem katerega statusa že, tudi status tujca. In sicer imamo glede na zakon o osnovni šoli status tujca prvo leto ali pa drugo leto. V tistem prvem letu, ko starši pripeljejo svojega otroka v šolo, se z njimi pogovorimo. Tako svetovalna služba, kot jaz kot pomočnica ravnatelja, jaz v glavnem zaradi urnika, pa zaradi takih obveznosti, pa tudi ravnatelj. Potem jih te otroke damo po učilnicah in če svojo nit zdajle malo prekinem, se nam je v zadnjem času zgodilo, da smo opazili eno veliko napako, ki smo jo naredili. Teh otrok nismo razpršili po posameznih oddelkih. Ni problem pri otrocih, recimo, ki prihajajo iz slovansko govorečega področja. Naj bodo to Ukrajinci, naj bodo to Rusi, naj bodo to otroci priseljencev iz bivših jugoslovanskih republik. Tam ni takega problema. Velik problem pa nastane takrat, ko prideš na jezikovno popolnoma drugo področje, recimo kitajščina, ali pa pri nas v naši šoli, kjer imamo recimo otroke, ki prihajajo z Kosova, kjer je njihov jezik albanščina. To sta jezika, recimo, ki se od našega tako razlikujeta, da se ti otroci, če si normalen človek, bom rekla, ne učitelj, pa ne pod ne vem kakšnimi vtisi, morajo zasmiliti. Namreč, ti otroci so tako izgubljeni na začetku, kljub vsej naši pomoči. In zdaj, če daš teh otrok preveč v en razred, v en oddelek, začnejo ti otroci ustvarjati zaprto skupino. In takrat, ko je ta skupina zaprta, ne dovolijo niti svojim vrstnikom zraven, še manj učiteljem. A se da to preprečiti? Ja, če si pravi čas pripravljen na to. Nam je bila to zdaj šola, vemo, kaj moramo narediti naslednjič, recimo. No, potem po vseh teh uvodnih stvareh jim pa določimo med otroki, ki jih imamo že odprej. Bom zdaj govorila o otrocih albanske narodnosti, če vam je prav, ker je tukaj recimo tista naša velika težava. Otroci, ki so bili že prej na naši šoli, postanejo zdaj tutorji teh najnovejših. To pomeni, da se dogovorimo z otrokom, ki je recimo pri nas že 4-5 let, 3 leta, da vzame enega novinca malo varstvo, pa ga začne pripravljati oziroma pomagamo pri integraciji v same oddelke, v šolo, pri sporazumevanju mu pomaga in tako naprej. Velika težava, ki se pojavi in jo poznamo vsi učitelji, je tale. Šola je povezana s starši, ne samo z učenci, ampak tudi starši. Umeščena je v okolje in mi se naslanjamo, kot učitelji se naslanjamo na starše. Jaz sem sama sicer tudi profesorica slovenščine in poučujem te otroke, tudi slovenščino, ampak poučujem tudi njihove matere na Ljudski univerzi. In vsi vemo, da recimo starši lahko veliko naredijo takrat, ko imamo mi težave z otroki. In jih imamo, seveda jih imamo. Če vam tam nekdo prepeva, recimo maha z kosovsko zastavo, pa ker je drug otrok poleg njega, recimo srpske narodnosti, mu začne še kaj posebenega govoriti ali pa on njemu nazaj, seveda pride do problemov. Ampak takrat recimo nastopimo mi kot učitelji in takrat pokličemo starše. In zdaj, če ti starši nas razumejo, je to čudovito. Namreč starši radi pomagajo, hvaležni so za to, da za njihove otroke skrbimo, pa tudi pomagajo, pa spet naletimo na jezikovno oviro.
Torej, kaj pa takrat? Govorimo o integraciji otrok, ampak kaj pa starši? Očetje so zaposleni tako recimo ti pri nas, da delajo od 7 zjutraj do 7 zvečer, ponavadi še ob sobotah in nedeljah. Matere pa ne obvladajo slovenščine. Torej, kaj takrat? Moram pohvaliti ob tem Jeseniški center za socialno delo. Oni so prišli do tega, da imamo v naših javnih ustanovah težave z albansko govorečimi otroki, zlasti pa starši. In so preko javnih del zaposlili kolegico, ki prihaja sicer iz Makedonije, po narodnosti je Albanka, je pa sicer tudi učiteljica angleščine bila v Makedoniji in odkar imamo zdaj njo, pa moram reči, da so se pa nekatere težave kar izgubile. Namreč enkrat na teden je pri nas in enkrat na teden, še to moram povedati, da smo starši sklicali sestanek in predstavili to kolegico, ki je prišla, tako da smo jim jo pokazali. Moram reči, da sem povedala tudi moškim, naj dovolijo svojim ženam priti v šolo, namreč to je problema, veste, pri nas. To se vidi pri deklicah in fantih tudi, ne samo pri očetih pa pri mamah. V glavnem, dogovorili smo se, da bodo svoje žene pustili v šolo, da lahko pridejo enkrat na teden, imamo to kolegico, da lahko pridejo k njej, da se lahko z njo pogovorijo in da ji tudi mi lahko povemo, kaj se s temi otroki dogaja. Na tem sestanku smo se tudi pogovarjali, kako starši gledajo na to, da učenci zdaj te albanske narodnosti, ker jih je malo preveč, govorim pa o fantih, ne o deklicah, sestavljajo skupino recimo 20 otrok, ki jo nenadoma nekateri ostali učenci čutijo kot grožnjo. In moram reči, da smo se starši dogovorili, da bomo skušali to skupino nekoliko razpršiti. A nam uspeva? To bi lahko povedala recimo čez par mesecev. Zaenkrat ni več tistega zbiranja recimo po kotičkih šole, ni več tistega navijanja, ki ti namenoma udarijo z albanskim jezikom, zato ker vedo, da so 3 recimo priseljenci iz bivših jugoslovanskih republik. To se je zdaj zaenkrat umirilo. Končni rezultat bomo pravzaprav lahko analizirali šele ob koncu šolskega leta. Vse stvari, ki se nam dogajajo po šolah, to veste tudi vi, ker jih imate te otroke, take priseljence, druge priseljence. Vse te stvari imajo svoje vzpone in padce. Takrat, ko že misliš, da je to, se ti zgodi nekaj, da imaš občutek, da nisi popolnoma ničesar dosegel. Samo vsi pa tudi vemo, da je naslednji spet dvig. Jaz bi rekla takole, ne, občudujem države, kjer so že zdavnaj šli v sistem pripravljalnic za šolo. Namreč otroku se stiska poveča. Če ga pripelješ v 7. razred, recimo iz Kosova, in ga postaviš v učilnico, njegova stiska je večja. Ne more se sporazumevati, dejansko se ne more. Mi mu lahko nudimo, mi imamo recimo tudi, izkoristimo te ure, ki nam jih ministrstvo plača, ampak teh ur nam plača ministrstvo recimo 140. Otrok tujcev tega 1. in 2. leta imamo pa 30. Potem jih pa mi razdelimo na triade. Prvo triado ima ena kolegica, kjer je pač metodično drugače, potem ima druga in tretjo triado ima tretja kolegica. Vse te 3 so zdaj obiskovale tudi tečaje, ki jih prireja oziroma organizira Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik na Filozofski fakulteti, na slovenistiki. Sama sem tudi obiskovala ta tečaj osnovnega in nadaljevalnega in moram reči, da ti tečaji dejansko pomagajo. Pri sami samozavesti,
pri metodiki in pri didaktiki, recimo, kako delati s temi otroki. Kaj bi vam še povedala, če me boste kaj vprašali, vam bom še. Sicer bi bilo pa to, kar se mene tiče, zelo vse. Je pa to praksa vsaka, en dan dobra, en dan malo slabša. Hvala.